dan, dragi poslušalci. Danes bomo nadaljevali zgodbo o Frideriku Baragi. Zadnjič sem povedala nekaj uvodnih misli o njegovi osebnosti, o njegovih knjigah in sem vam obljubila, da bo treba nekaj povedati tudi o njegovih jezikovnih arhaizmih. Jaz bom to opravila zelo na kratko in razumljivo, vendar kdo bo vzel v roke katerokoli Baragovo knjigo, bo na te značilnosti naletel in mu bodo nekoliko tuje. Zato bi pač opozorila na posamezne značilnosti po jezikovnih ravninah. Kaj je bilo značilno za njegovo glasoslovno ravnino, oblikoslovno ravnino, za skladnjo in besedišče. To tako v splošnem orientacijsko, nikakor tu neka poglobitev njegovega jezika, ki bi zahtevala res temeljito študijo. No, tako bi skušala jaz sodobnemu bralcu nekako tipološko približati te značilnosti po, kot sem rekla, jezikovnih ravninah, tako v jezikoslovju rečemo. Kaj je značilno za njegovo glasoslovje ali za njegovo glasoslovno ravnino, kar izstopa današnjemu bralcu? No, prvo je neenoten zapis polglasnika. V korenskih zlogih pretežno piše e, recimo steber, pekel, občasno najdemo tudi u, ven, vun, ne, ali sem, ne. V obrazilih pa je dosledno i. Vreden, hudoben, je najdel, prijazen, pokoren, hinavc, ubijalc, kamen, ljubezen. V vseh obrazilih piše polglasnik z i-jem. Druga značilnost je sovpad zlogotvornega r s predpono pre. Grd, piše gerd, gerda reč, ne, je vrgel, rjoveč lev, je požeril, zoprno, drži, se približa, priložnost, pridobiti, permatori. Vsi primeri se enako zgovarjajo per. Ne. No, to je zelo značilno zanj. Potem so nekateri nepoudarjeni samoglasniki, ki občasno izpadejo. Nima dosledne vokalne redukcije ali pa izpada nepoudarjenih samoglasnikov, ampak v nekaterih besedah pa dosledno. Zlo, recimo zelo je zlo, ktiri, udjani, šolski tovarš, norc, jarm, izvirk, učenc, krivovirc, Frančišk. To so izpuščeni samoglasniki. Bodisi polglasnik ali pa nepoudarjen i ali nepoudarjen u. Potem je zanj značilna glasovna prilagoditev samoglasnika a pred j. Zdihlej, za vzdihljaj, skrivej, tukej, tankej, mejn, kej, jest, ali pa tudi za d-jem a prehaja v e. To je ta znameniti de, de si ravno in podobne besede. No, tudi tako imenovani nepoudarjeni jad, to je bil posebni ejevski glas, ga je pisal nepoudarjeno z i-jem. Je videl, je trpel. Potem je zanj značilna preobrazba posamičnih soglašnih sklopov. Zlasti sklop šč se pri njem, kot tudi pri njegovih sodobnikih, preobraža v š in se tako piše: revščina, pušava, pokorščina, zapušen. Ali pa zelo so značilne zanj stopnjevalne oblike pridevnika, ki niso take kot v današnjem knjižnem jeziku, ampak so razne analogične izravnave. Klošter si vikši za vičji, vekši za večji, lohkejši za lažji, recimo, nar boljši, seveda najboljši, ta presežniška členica naj se izraža pri njem kot nar.
Najveseljši novica, ne, so tudi oblike, ki so z vidika razvoja nepravilne, najmanjši dekle, potem se pri njem pojavljajo tako imenovani ostanki druge palatalizacije. To je preobrazba K, G, H pred E in I v določenem položaju. Tako da druzi ga, velici ga, usadci ga, taki primeri se pri njem pojavljajo. To bi bilo v glavnem v glasoslovju. Oblikoslovna ravnina pa kaže še neustaljenost določenih sklonskih končnic. Tako na primer rodilnik množine, od bolezen namesto od bolezni, ne sodi poveljev svojih vikših, ne, nima dobrih lastnost, ni še končnice, brez opravil in podobno. Tako je tudi mestnik moškega spola ima običajno končnico U, vendar se v ednini množini samostalnikov srednjega spola pogosto pojavlja I. V miri, v Diani, v zbirališči duhovno, v življenji, v Neaplji, po njegovem oblačili, torej U in I. Zanj je značilna še normativna končnica am v dajalniku moškega in srednjega spola, unanjim gospodam, z nebeškim troštam, gleda proti nebesam, oči je z blatom pomazal, tudi orodnik enako. Tudi orodnik množine še ni ustaljen, med darovami recimo, z ustmi, z žnablami in podobno. Take neregularne končnice z današnjega vidika se pri njem pojavljajo. Je pa dosledna pri njem feminizacija nevter. Kaj je to? To je uveljavitev ženskega spola za srednji spol. Spokorne dela, tretje nebesa, voske vrata, naše dela. No, seveda, stopnjevalnost pridevnikov in prislovov je še v kritičnem stanju. Primernik in presežnik se pojavljata samo v obliki moškega spola. To ni ženskega spola. Je zmerom globokejši padala, ne globlje padala. Najnevrednejši grešnik gori z večnim, najvikšjim gospodom. Pa tudi opisno stopnjevanje je že prisotno, recimo, da je svojo molitev bolj gorečo ohranil, je posebno to večkrat premislil. No, to bi bilo v glavnem, kar zadeva oblikoslovno ravnino, kar je danes zelo opazno. Potem, če pogledamo skladenjsko ravnino, moram reči, da se je območje oblikoslovne skladnje zelo izboljšalo. Medtem je povsem izginila zgodovinska besedila obremenjujoča stava nedoločnega in določnega člena pred samostalniki in pridevniki, en mož, ne, ta, teta in tako naprej, in stava osebnih zaimkov pred glagolskimi oblikami. Jaz delam, ti delaš, on dela. V nemščini mora biti osebni zaimek pred glagolom, v slovenščini pa ni nujen. Ampak so dobesedno prevajali in tako je bil tudi pri nas zelo pogosto osebni zaimek pred glagolskimi oblikami. In s tem, ko je te pojave pravzaprav ukinil, to je že pravzaprav Kopitar sprožil in Ravnikar, on je ta dejstva sprejel in naprej oblikoval, tako so prišle na dan naslonske zaimenske oblike. Te vidim tako, ki v zgodovinskem obdobju skoraj da ni bilo naslonskih oblik. No, in seveda je tu že urejeno izražanje časovnih oblik za prihodnost in preteklost z opisnim deležnikom bom plus deležnik in je bil plus deležnik. V obeh pomenih se pa pojavlja tudi dovršni sedanjik, ki lahko izraža prihodnji čas, lahko izraža pa tako imenovani historični present ali preteklost. In tako so izginile naklonske zveze, jaz hočem tebi dosti reve dati, kot je Trubar pisal, ti bom dal veliko trpljenja ali imaš tu storiti. Boš to storil ali moraš to storiti.
Tako v pomenu prihodnosti so se te zveze že vse pri njem iz rabe umaknile. No, pogost je pri njem predpreteklik, na primer sveti Dominik je bil v raju v Tuluzi, kjer je bil neznansko veliko krivovercev, katoliški vir spreobrnil. Ali francoska kraljica se je bila v molitev priporočila in je na znanje dala, da jo močno obrajta, namreč neki svetnici. Potem predložna sklonska zveza. Zveze so z redkimi izjemami že izvirno slovenske. To je bilo zelo kritično v historičnem obdobju. Največ preglavic, pa še vedno tudi baragov, povzroča rodilnik izvora, ki je pogosto še kalkiran. Od svetega Ignacija se bere, od svete Nune Marije Serafina po imenu pravijo. Od največjih služabnikov se v Svetem pismu bere, da so bili preprostega srca. Enkrat je v postu pridigoval od Kristusovega trpljenja. Ne o Kristusovem trpljenju, ampak od. Tudi tožilniška zveza Mislim na Boga še ni bila odkrita. Tako da imamo zelo zanimivo ustreznico. Svetnik je v Boga mislil pri vseh svojih opravilah. Ne na Boga, ampak v Boga. Sveti Božji služabnik je enkrat v veliki petek Kristusa prosil, da naj mu gnado da kaj zanj trpeti. Vidite, to so še taki, pa je rekel k njemu, dajalnik s predložno zvezo. No, odkritje glagolskega vida je razkrilo tvornost v zgodovini zatrtih ponavljalnih glagolov. To je bilo veliko odkritje. Ko Peter v slovnici odkril tako imenovani glagolski vid, slovenski glagol oziroma slovanski glagol izraža trajanje, ponavljanje in dovršitev dejanja. In to ponavljanje dejanja, ta iterativnost je bila v zgodovinskem razvoju zatrta. In Barag je pa skladno z govorno rabo rabil te ponavljalne glagole. Milovati, objokovati, je premišljeval, je popravljal, ga je zaničeval, ga je zasramoval, torej zelo pravilna, lepa raba. Obremen pa ostaja še glagolski način izražanja, ki pogosto ostaja še trpniški. To je bila velika, bi rekla, velik problem knjižnega jezika, tvorno izražanje, trpno in medialno, tako imenovano vse, pasij vse. No, in tako je sveta Angela je bila vprašana, ne so jo vprašali, ampak je bila vprašana, kako zamore težave in zoprnosti s takim veseljem prijeti in pretrpeti. Taka molitev gotovo ni dopodljiva Bogu, kateri hoče v duhu in resnici moljen biti. Ali svet Anton Puščavnik je bil vprašan, kako zamore cele noči v molitvi prečuti. Kristjan brez molitve je kakor človek od božjega žlaka udarjen. Teh pasivov se pri njem še veliko najde. Potem Baraga označuje še ena skladenjska značilnost, namreč pogosta uporaba nedoločnih zvez, ki so v sodobnem knjižnem jeziku zelo omejene. To je Levstik določil v napakah slovenskega pisanja, kdaj smemo v slovenščini nedoločnik. Moram, hočem, želim, imam, treba je, ti dopuščajo nedoločnik, vsi ostali pa ne. Ampak pri Baragi in sploh v tem času je bila raba nedoločnika veliko širša. Tako da je tu nedoločnik, namirni nedoločnik, pogojni in tudi časovni nedoločnik v vlogi skladenjskega strjevalca. Ravnikar je rekel, da se stavek tako lepo okrajša s participi, z deleži, ki jih je on vpeljal, ampak Baraga očitno in tudi njegovi pisci niso obvladali te tvorbe deleži in so enostavno tega niso izpeljali, pač pa so ohranjali te nedoločnike. No, poglejmo si nekaj primerov. In je rekla, da je vesela, da ni še umrla, da ni le te lepe priložnosti izgubila krivico trpeti.
Jezus nam med najboljšimi pripomočki se skušnjal braniti molitev priporoča. Cerkveni služabniki so nevoljni postali, so si prizadevali ga iz tega kraja pregnati. Zato mu je tudi Bog gnado dal krono martirnika zadobiti. Mi imamo zdaj vse, da je zadobil, imamo odvisne stavke z da. Ni bilo, potem je pa še tu zelo zanimiva ta dajalniška nedoločniška zveza, ki se vleče od brižinskih spomenikov. Ni bilo živeti brez trpljenja. Kadar je križ zagledal, na katerem mu je bilo umreti, je z veseljem rekel to in to. Kaj mi je storiti v stavki tako? Da je Baragovo besedilo tudi stilno oblikovano, je bilo že omenjeno. Zanimivo, da je pri tem udeležen že besedni red povedi, oziroma stavčni členi so razvrščeni po pomenski aktualnosti, ne po gramatičnem redu osebek, povedek, prilastek, ampak po pomenskem aktualnosti, kar je presenetljivo za njegov čas. To je bil mojster v tem. Pogosto je potrjen pri njem prastari stilni vzorec, namreč prilastek za odnosnico, ki je v molitvenih obrazcih in v pridigah v cerkveni pesmi prisoten že od brižinskih spomenikov. Že prvo poimenovanje najstarejše slovenske oziroma slovanske Marijine cerkve nosi to prelepo ime Gospa sveta s prilastkom na desni. Vidite, kako je to staro. Prečuden dar molitve je imel sveti Alojzij. Ne sveti Alojzij je imel prečuden dar molitve, ampak prečuden dar molitve je imel sveti Alojzij. Vidite, kako s tem pritegne pozornost poslušalca. To je bil res prečuden dar Božje milosti. Molitev mora biti ponižna, goreča, v Božjo voljo vdana in z velikim počaščenjem opravljena. Premisliti moramo, da smo pred Bogom in da s tistim Gospodom govorimo, pred katerim se vse nebeške moči tresejo in ga časte. V sobesedilu se kot stilni vzorec pogosto pojavljajo tudi sopomenski nizi, ki so pa bolj ali manj ohlapni. Ne gre za, bi rekla, enako vrednost pomensko. Le ta čednost je veliko vredna in ljubezniva in nas naravnost v Božje kraljestvo pelja. In nam tudi ljubezen ljudi pridobi, zakaj kdor je znan, da je preprostega srca, brez goljufij in zvijač, je ljubljen in časten. Modrost mesa, to je posvetna modrost, je sovražnica Božja, pravi sveti Pavel. Torej je ponižna preprostost srca Božja prijateljica. In naše srce je takrat zares preprosto, kadar v vseh rečeh drugega nič ne iščemo, kakor ljubezen Božjo. Srečen kristjan, kateri raje umrje, kakor da bi kako zvijačo ali laž storil. Da je svojo molitev bolj gorečo ohranil, je posebno to večkrat premislil. Kako veliko je bilo zares trpljenje Jezusovo? Kdo je trpel? Sin Božji. Sin Božji. In za koga je trpel? Zame. O moj Bog, Sin Božji je zame trpel. In jaz nočem ene same zoprne besede iz ljubezni do njega prestati. Lahko bi s ponazorili nadaljevali, vendar je Baragovih skladenskih besedilnih rešitev in možnosti ogromno, ne bi jih izčrpali. To je pravo bogatstvo. No, še par besed v besedišču, kar velja za Baragov čas, to se pravi purizem, izločanje adaptiranih besed, velja tudi za njegova besedila. Le prvi molitvenik Dušna paša iz leta 1828 še ne izkazuje utrjenih meril v zvezi z izločanjem adaptirank. Pogosteje kot v drugih njegovih delih se še pojavljajo predvsem prevzeti obredni termini: gnada, trošt, andot, martirnik, bukve, fara, tavžen,
grevinga, žegen božji, zlata ketina, lampa, golfati, kušniti, obrajtati, potrošati, gajžljati in podobno. Tudi tvorba glagolnikov je še zelo prisotna, saj druga besedotvorna obrazila za imena dejanj še niso bila odkrita. Tako da izvoljenje, poniževanje, očitanje, svarjenje, kasneje svarilo, kasneje očitek, so po novih besedotvornih vzorcih tvorili razžaljenje, žalitev, podvrženje, počastenje, zaničevanje, zoper govorjenje, izvoljenje. Te res izstopajo. Sicer pa Baraga skladno z držo svoje dobe v knjigi utrjuje izvirno, sopomensko, bogato govorno besedje osrednjega, predvsem dolenjskega govornega območja, od koder je izhaja. No, nekaj bi rekla, urejenosti ni pri prislovih. Tam je pa še zelo veliko teh starin, o katerih sem pri glasoslovju govorila. Ker je trenutno naša pozornost usmerjena na zlata jabolka oziroma na predstavitev krščanskih čednosti, je treba vsaj bežno razkriti njihovo besedilno zgradbo. Torej, mislim, da sem že omenila, da je vsaka krščanska čednost predstavljena približno na 30 straneh, ampak to besedilo je zelo, bi rekla, miselno, smiselno grajeno. Vsaka čednost, krepost je najprej vsebinsko določena. Kaj je to? Nato jo pa postopoma vedno globlje pomensko razkriva, dokler ne izčrpa vseh njenih pomenskih sestavin in ne pove o njej vsega. To pa ob življenju svetnikov poglablja in nakazuje. Predstavitev vsake jablane krščanske čednosti je metodično jasno, natančno in pregledno izpeljana. Načelo predstavitve, kot sem že omenila, postavi osnovno splošno misel o dani kreposti. Navadno gre za navedek pomembnega svetnika in je vedno naveden dobesedno. Tej misli sledi njegova poglobljena razlaga, neka dopolnitev, ki pogosto izvira iz njegove duhovne ali konkretne življenjske izkušnje ali naših cerkvenih razmer. Dopolnjujejo tudi s povzemajočimi spoznanji in izkušnji drugih svetnikov. Dobesedno navedeni izreki svetnikov, njihova spoznanja, se skozi predstavitev prepletajo in dopolnjujejo z njegovo mislijo, ki je neopazno spojena s predhodnim navedkom. To je krasna harmonija tega. Vse pa se lepo zliva v vsebinsko pripovedno celoto. In tako ob zaključku vsake jablane krščanske čednosti spoznamo njene pozitivne in negativne razsežnosti v življenju svetnika, ki pa naj bi bile prisotne tudi v življenju vsakega vernika. Kako nazoren pouk za vzgojo duha in kulturo srca. No, dragi gledalci, toliko za danes o Baragovem jeziku, o njegovih arhaičnih značilnostih. Prihodnjič se bomo pa poglobili v posamezna zlata jabolka. Hvala za pozornost.